Že več kot 50 let se strastno trudimo izboljšati videz, vozne lastnosti in občutke, ki jih zaznajo vozniki naših avtomobilov. To je v naših genih. To nas je pripeljalo do izdelave revolucionarnega rotacijskega motorja in nove zasnove avtomobila kot celote. Naš cilj? Doseči nekaj skoraj nemogočega. Varčnost, majhne izpuste škodljivih plinov in izjemen užitek v vožnji hkrati. Dostopno vsakomur. Za uresničitev zastavljenega cilja je bilo treba začeti v sami osnovi, ter se znebiti konvencionalnih zamisli in obstoječih avtomobilskih delov. Začeti smo morali pri temeljih avtomobilskega razvoja in na novo zasnovati razvoj avtomobila za dosego popolne harmonije. To smo poimenovali tehnologija SkyActiv. Predstavljajte si motor, ki s kompresijskim razmerjem dirkalnega avtomobila Formule 1 presega meje inženirstva. 15% višji navor in 15% manjša poraba goriva ob uporabi navadnega goriva. Predstavljajte si pameten samodejni menjalnik, ki omogoča gladkejše in hitrejše prestavljanje kot dvojna sklopka. Predstavljajte si karoserijo, ki je 100 kg lažja, ter hkrati trdnejša in varnejša od prejšnjih. Vse to smo si zamislili in tudi... To je zgodba o skupnem nasprotniku. En izziv je skupen tako avtomobilskim inženirjem kot boksarjem. Teža. Tako kot prekomerna teža lahko ovira športnika, lahko povzroča tudi prekomerno porabo goriva ter slabo učinkovitost avtomobila. Vendar za razliko od boksarja avtomobila ne moreš dati na dieto. Karoserija mora biti močna in trdna, saj moč pomeni varnost, trdnost pa primerno vodenje. Naš cilj, SkyActiv, za karoserijo je bil doseči 30% večjo trdnost, vrhunsko varnost in 8% nižjo težo. To smo dosegli s poudarjeno uporabo visokonateznega jekla, ki je trdnejše in lažje od navadnega, ter z učinkovitejšo geometrijo konstrukcije, kot so na primer poti za prenos energije ob nesreči, ki izkoriščajo profil celotne karoserije. Pri podvozju smo se osredotočali na zmanjšanje teže, še večjo agilnost in izboljšano stabilnost. S hitrejšim krmilnim sistemom smo dosegli večjo odzivnost pri nizkih hitrostih. Z geometrijo sprednjih oves pa smo izboljšali stabilnost pri višjih hitrostih, uglašeno na manevriranja, ki jih zahtevajo avtoceste in hitre ceste. V zadnjem delu smo spremenili kolesne kote in točke vpetja v sistemu obes. S tem smo izboljšali stabilnost in ublažili sunke, ki jih povzročajo neravnine, in zmanjšali vzdolžno nagibanje pri zaviranju. Tako velike spremembe nam je omogočil naš celovit pristop. Začenši s praznim listom papirja. Podvozja in karoserije večinoma razvijajo različne skupine inženirjev, različna podjetja ter v celo različnih časovnih obdobjih. Tako sodelovanje nujno zahteva kompromise. Nasprotno s tem smo vsak del lahko približali tako njegovi individualni popolnosti kot brezhibni uskladitvi z ostalimi deli. Ko gre za kakovost, ne poznamo kompromisov. Razlog je enostaven. Naše ekipe za podvozja in karoserije delajo skupaj. Še en primer. Raje smo izkoristili predele karoserij, ki so bili okrepljeni zaradi varnosti, in nanje namestili vzmetne dele, kot da bi le okrepili ostale predele karoserije. S tem smo zmanjšali 14% teže in obenem popolnoma obdržali okretnost vozila. Dosegli smo enkratne številke tako pri zmanjšanju teže kot pri porabi. 95% sveta uporablja motorje na bencinsko ali na dizelsko izgorevanje. Leta 2020 jih bo še vedno 90%. To pomeni, da jih bo le 10% uporabljalo alternativne pogone. Avtomobili, ki jih poganjajo elektrika, vodik, koruza ali celo jedilno olje, imajo velik potencial. Tudi mi delamo na alternativah. Vendar so dosedanje rešitve večine proizvajalcev avtomobilov bodisi polžje počasne ali pa astronomsko drage. Za pravi premik pri globalni porabi goriva in emisij v tem trenutku je potrebno uporabiti nekaj, kar svet uporablja že sedaj. Premislimo način delovanja motorja na izgorevanje, izboljšajmo ga, naj bo dostopen vsem in naredili bomo veliko spremembo. Kako veliko? Pomislite, da trenutni motorji na izgorevanje izgubljajo okoli 70% potencialne energije goriva. Možnosti za izboljšave je veliko. Naš glavni cilj je bilo 15% povečanje ekonomičnosti goriva in 15% izboljšanje nizkega srednjega navora istega motorja z uporabo običajnega goriva. Dve 300-kilogramski gorili sta nam bili na poti. Prva je bila način, kako iz goriva pridobiti čim več energije. Znano je, da je zato potrebno zvišati kompresijsko razmerje, ki poveča potisno moč bata. Višje kompresijsko razmerje pomeni višji izkoristek goriva. Vendar visoko kompresijsko razmerje povzroči klenkanje, ki je posledica prezgodnjega vžiga mešanice zraka in goriva zaradi visoke temperature pri stiskanju. Zato smo morali dogajanje ohladiti. Z uporabo inovativnih rešitev smo elegantno rešili naš problem. Uporabili smo brizgalne šobe s 6 odprtinami, ki večstopenjsko vbrizgavajo gorivo v val in s tem dosegli optimalno mešanico zraka in goriva. Napravili smo vdolbino, ki je kot mali vulkan
vbran v batu ter omogoča začetni del eksplozije brez prekomernega pregrevanja zgornjega dela bata. Za popoln odvod vseh izpušnih plinov brez vdiranja v ostale valje, ki povzroči pregrevanje, smo podaljšali izpušni sistem na način, ki se uporablja pri dirkalnikih Formule 1, imenovan header. Običajni avtomobili nimajo headerja, ker lahko povzroči škodljive izpuste, vendar smo s posebnim sistemom neposrednega vbrizgavanja rešili tudi ta problem. Tako dobimo iz goriva več energije. Druga gorila je bil izziv, kako zagotoviti popoln prenos energije na poti do koles. Zato smo zmanjšali trenje v motorju za osupljivih 30%. Kako? Z izboljšanjem vsake podrobnosti. Učinkovitost oljne črpalke smo povečali za 74% in učinkovitost vodne črpalke za 31%. Zmanjšali smo trenje na gibljivih delih, kot so bati, batnice in ročična gred za 25%. Zmanjšali smo trenje pri krmiljenju ventilov za 54% in celo zmanjšali upor pri vsrkavanju svežega zraka za 13%. Končno naredili smo nekaj, za kar mnogi niso verjeli, da je možno. Dosegli smo večji navor, boljše zmogljivosti in višji izkoristek goriva.